Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Konec maja in začetek junija se je skupina Idrijčanov s svojimi Tomosovimi motorji odpeljala na daljšo potovanje. Kako je to potovanje izgledalo, pa nam bo povedal njihov član Henrik Ajdišek, katerega prav lepo pozdravljam v našem studiu. Lepo to vračam pozdrave vam, vsem ostalim. Torej, člani Tomos kluba Idrije ste se odpeljali ponovno na eno daljšo turo, na daljši izlet. Kako bi opisali to pot, ki je trajala več kot 500 km? Vsekakor najprej so tle priprave, ideja, dogovor, organizacija poti, da potem vse skupaj to poteka, tako kot mora. Drugače pa izlet je bil 5-dnevni, prvič, štartali smo v sredo, okoli 13. ure iz Idrije, skozi Babno polje do Novega Vinodolskega, tam smo se ustavili, prenočili, vmes je bilo še par raznih atrakcij, kot strgane zajle, iskanje drugega, ampak v končni fazi na koncu smo prišli skupaj. Naslednji dan potem na trajekt, na Rab, spoznavati malo Raba, glavno mesto, poiskati, kje se lahko kaj podružiš, kam kaj greš kaj popiti, kaj pojesti in neko v tem stilu. Cilj je bil tudi obiskati Goli otok, potem Sveti Grgur, sprav Goli otok, kjer so bili zaprti politično moški, na Grgurju ženske. Smo se te dva otoka pogledali, še malo naredili panorame okoli za čovni, tako da smo imeli tam enodnevni izlet s čovni. Te dan so bile štirke bolj premiero, so počivale. Potem naslednji dan je bilo malo kopanja, same vožnje po otoku Rabu in od plaže do plaže, do restauracije, sem pogledati zanimivosti, dobra hrana, kot se kaj dogaja, kaj so znamenitosti, kako izgleda. V glavnem zanimivo. In zadnji dan seveda pa domov skozi Krk, reko, Opatijo in potem nazaj čez Ilirsko Bistrico. Ob omembi Tomosa se marsikdo vrne v spominih v svoja mlada leta. Pa me zanima, kako so ljudje v krajih, kjer ste se peljali skozi, reagirali, so vas pozdravljali, na kakšne odzive ste naleteli? Zelo, zelo pozitivne. Že prvi dan, ko smo bili v Novem Vinodolskem, je prav tam kelner je rekel, ko boste pa naslednjič prišli, pa ko boste klicali, povejte, da ste Tomos, pa imate posebno ceno. Kot prenočitve, večerje in tako naprej. Druga stvar, ljudje so nam potrubili iz avtov, mahali, pozdravljali. Ko smo bili na samem otoku, ko smo parkirali motorje, smo bili glavna atrakcija. Niso bile zanimive večje, novejše blagovne znamke, ampak je bilo zanimivih 15 Tomosov, ki je tam v vrsti stalo. Ampak to niso Tomosi, kako bi rekel, v slabšem stanju, najbrž kar veliko truda vložite, da so ustrezno pripravljeni, vzdrževani. Vsak motor, ki gre na cesto, mora izpolnjevati vse pogoje, kar se tiče predpisov, mora biti registriran, normalno kot vsako vozilo v prometu, so ti Tomosi tukaj urejeni, zrihtani, da normalno to tako kilometražo naredijo. Moram reči, da smo imeli zelo, zelo malo kvarov, sem pa kakšne zajle, proti koncu en motor odpovedal in to je to. Drugače pa rekli ste malo kvar, katere so najpogostejše okvare, če se že zgodijo? Zajle pa svečke, to je najpogostejše. Defektov ni bilo, tako da to, svečka v zajlu. Katera dogodivščina z letošnjega izleta, ta ni bil prvi, pa vam je najbolj ostala v spominu? To je pa težko zdaj reči. Morda ravno ta ustavljanje ljudi, ko smo ob večerjih hodili na kakšno pijačo v mesto noter, ko smo se pripeljali z motorji, ko so se pogledali, obračali, naslikali, filmali na določenih prostorih, kjer druga vozila nemajo vstopa, smo s Tomosi lahko prišli, smo jih parkirali na vidnem mestu in ljudje so enostavno hodili za nami, nas spraševali, pogovarjali se z nami, svoje zgodbe pripovedovali. Tega je bilo kar nekaj, vsakodnevno. Kot rečeno, to ni bil prvi izlet članov Tomos kluba Idrije. S seboj ste prinesli tudi nekaj majic iz preteklih izvedb. Kje vse so že potovali člani Idrijskega Tomos kluba? Kar se tiče kot pod
Tomos klub Idrija Cerkno je bilo letos to prvo organiziran izlet. Predhodno je bilo le na pobudo posameznikov in se je tudi hodilo v lastni režiji, ne kot neka skupnost, neko društvo Tomos. Sam klub je bil dejansko ustanovljen šele decembra 1922. Ustanovnih članov je bilo 8. Tako da prej, začelo se je pa vse skupaj nekje leta 21. No in prvi tak izlet je bil tudi prva majčka, se pravi Tour 2021 Idrija Pak. Izgled, tu sama, se pravi, logo Vozim legendo, kar je brez nadaljnega Tomos, ne. Naslednje leto je bil pol Mali Lošin Cres, ne, se pravi zopet en lep tak slogan, legenda na cesti, Tomos, ne, kaj lepa tudi pošteta majčka, pogledana, no, bom rekel tudi iz strani ljudi, ki so videli, ne. Vsekakor ne pozabljamo tudi na kraje, kjer smo, se pravi idrski grb, slovenska zastava na majici. No, potem je bilo leta 22 je bilo še eno popotovanje, v bistvu je šlo društvo iz Škocjana na Dolenjskem povabilo več teh Tomos klubov na skupno pot na otok Pašman. Tu je šlo iz Slovenije dobrih okoli 80 do 100, no, dobrih 80 motorjev, ki so skupaj prišli na ta otok. In mu povem, da so, ko so pač meni nedba zraven, ker sem videl te posnetke in fanti, ki so pripotovali, so jim prav gasilci z baklami naredili špalir, ko so prišli s trajekta dol, pa potem na samo mesto srečanja. No, tukaj je bil omenjeno mogoče še ene druge zadeve, tle so jih potem tudi vozili po raznih krajih, po tem otoku, kjer so jim vedno pripravili neke zakuske, dobrote, znamenitosti samega otoka in seveda tudi pogledali si določene znamenitosti otoka, ne. Po vsej verjetnosti se bo letos zopet nekaj podobnega pripravljalo, ker to je v bistvu neko srečanje mopedista, ne, ampak seveda Tomos je doma v Sloveniji največji po Slovencev, ne. In to je bila tudi ta majčka, tudi napis, prav prvi susret mopedista, otok Pašman 2022. Če smem malce prekiniti, z tega srečanja na Pašmanu ste prinesli tudi en pokal s seboj. Ja, tako. Prav, tle se to pomeni, da fantje so res dobri mojstri, vedo, kaj delajo, ne, imajo občutek v rokah. Ta pokal pa je v bistvu prvo mesto za vaganje cilindra od avtomatika, koliko je težak. Nas, ko je bilo treba z roko zvagati, ne, docent napisati in prvo mesto je pripadlo Idriji. Lepo. Ostane nam še najbolj aktualna majica. Ja, to je pa ta, no, to je pa majica, ki je pa že bila pod okriljem društva. Kot sem že prej na začetku, smo začeli razlagati izlet na otok Pak in povratek skozi otok Krk. Tle smo naredili dobrih, čeprav tle piše, se pravi, kao ta relacija naj bi bila 490 km, ampak jih je bilo krepko čez 500. Nekaj smo še dodatno poljene ture naredili skozi reko, skozi Opatijo in obrobne vasice, iz cest dol na otok Krk smo šli prav dol v mesto, na jutro na kavico, ker smo že ob 6 štartali. Moram pa reči, zato, ker sem se ob 6 zjutraj na trajektu presmejal, letos še nisem v življenju. Tako da je bilo res dobro volje. Šlo nas je 15, se pravi 14 pa spremljevalno vozilo. Seveda, spremljevalno vozilo ima v tovornem prostoru svoj motor, ki se nam pol, ta šofer se nam pol pridruži po teh vrgolijah, po teh naših. No, zadnja majčka, tako je. Odkje ta, da se tako izrazim, ljubezen do znamke Tomos? Vsi smo že malo v letih, vsi smo Tomose vozili, vsi smo s Tomosi hodili na žure, ne. Nas takrat ni bilo tako, ne, da si očeta vprašal, ti me peleš, ne. Pejt peš, če si bil pridem, ti bo posodil motor, ne. In Tomos nas je spremljal skozi celo otroštvo, se pravi, kar smo dejansko začeli voziti do prvega avta, ne, je bil Tomos, ne. Tako da, to je nekaj ta ljubezen, ni še danes, ne, kaj bo za doma nekaj kupil kot nekaj Tomosa, ne. Ni nekih drugih blagovnih znamk, kot let izmeri prva misel ide in mislim, da nismo mi tukaj edini, da je še veliko takih ljudi po Sloveniji, ker glede na to, če pogledam, koliko se dejansko res obnavljajo te motorji, restaurirajo, koliko se enega denarja vlaga, da se to ohrani
Mislim, da ima Tomaž še kar lepo zgodovino. Je težko dobiti rezervne dele, glede na to, da tovarna že nekaj časa ne obratuje? Se še kar dobi, se dobi. Moram reči, sem presenečen, predvsem te razne tesnila, bati, cilindri, vse te zadeve se dejansko dobi še vseeno. Se da dobiti. Se tudi družite z drugimi Tomos klubi po Sloveniji? Teh klubov ni malo. Zdaj tako, ne, se pravi, kot prvo druženje je bilo s tem društvom iz Škocjana, kjer je šla ta skupna pot na ta otok, ampak glede na to, da zdaj društvo uradno, ne, in ko bomo imeli urejeno še spletno stran in podobne zadeve, ki nas bodo opazili, videli, bo teh ponudb še več in vsekakor druženja da. Če je kdo od gledalcev zainteresiran, da bi se vam pridružil, ste odprti za vse nove člane? Seveda. Vsaka polnoletna oseba je lahko član društva. Pogoj je ljubezen do teh motorjev, ker dejansko v klubu so res samo lastniki oziroma ljubitelji Tomosov, ni tukaj nekih drugih blagovnih znamk. Tako da ja, dobrodošli vsi, bomo veseli. Plani za prihodnje? Dobro vprašanje. Glede na to, da nas bo vse več in več, bo tudi planov in predlogov vse več. Vsekakor zdaj pričakujemo vabilo v septembru, da gremo zopet na Pašman, ki se ga bomo po vsej verjetnosti udeležili, po moje tudi v večjem številu, ker če gremo gledati skozi vsa ta potovanja, da jih je bilo tam 7-8 ljudi prisotnih na teh popotovanjih, zdaj je to že kar 15. Tudi različnih starosti, že celo eden iz Laškega bil tukaj, ki so ga lani enega fanta našli na Pašmanu, so se spoznali, letos se je pridružil Štartov iz Idrije z nami, super dečko. Tako da, ja, načrtov je kar nekaj še. Tudi bomo videli, mogoče še kaj pripravimo v kratkem, šlo zadevo. Da sem podal jaz eno idejo predsedniku društva, po mojem samo še danes zmenilo okoli tega. Drugače pa novim morebitnim članom verjetno zagotavljate nepozabne dogodivščine. Ja, zaradi tega, ker vsak, ki nas zagleda, se nekje spomni nazaj, kaj je on počel s Tomosom. Tisti, ki ga ni v življenju nikoli imel, ki ga ni videl, od blizu nedelje se niti ne ustavi, ker ne ve, kaj sploh je. Tisti pa, ki je imel nekaj stik z Tomosom, pa definitivno. In to z veseljem. Zanimivo bi bilo videti to skozi naše oči, ko si videl ti ljudi ob cestah, ki so se dejansko ustavljali, gledali, mahali, to na enem otoku na Hrvaškem ne moreš verjeti, jaz sem bil presenečen. Dejansko ste jih predstavili v njihova mlada leta, predvidevam. Ja. Najbolj je bil zanimiv en črpalkar, gor smo točili motorje. Ta je skoraj pozabil računati iz bencin, ki je samo razlagal, kako je on to v Bosni vozil Tomos, pa koliko so ga ritali, pa kak se je kvaril, pa kaj so vse počeli. Nostalgija, vrnil nazaj, skoraj smo šli solze na oči. Skratka, kdor ima rad motorje, mopede znamke Tomos, kdor ima rad nove dogodivščine, vabljen v Tomos klub Idrija. Definitivno, lahko je tudi simpatizer, lahko je član, pač neke določene obveznosti in pogoji so za članstvo, zaradi tega, da pač društvo normalno deluje, da ni rekel nekih konfliktnih zadev, če smo iskreni, so lahko tudi samo simpatizerji, pač glede na statut, se lahko vsak naj ga prebere, naj ga pogleda, če se vidi v tem, kar pišemo noter, ja, dobrodošli. Henrik Edišek, najlepša hvala za obisk v našem studiu in pa želim vam še obilo zanimivih izletov s vašimi Tomosi. Jaz mislim, da bo še slišati o nas. Hvala vam. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega pogovora in pa vabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.